Najneger želimo dobro jutro. Dobro jutro. In pozdravljamo naša današnja gosta, in sicer Boštjan Žnuderl, Tjaž Lovrenčič. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. NK Jurovski dol. Jutri ob 16. v tekmi pokala Pivovarne Union v Ljudskem vrtu. Kakšna je situacija zdaj v Jurovskem dolu? V Jurovskem dolu je zdaj kar euforija. V Mariboru se morate pripraviti na nas, ker nas bo prišlo sigurno več kot 1000 na tekmo. Celotnih Slovenskih goric. Tako da upam, to ni tekma proti Olimpiji, ker prije navijačev 25, 30, 50 Ljubljane, nas bo kar velika vsota, zato se pripravite. Upam, da bo tudi Mariborčanov dovolj, da bo tekma za naše fante v nekem dobrem vzdušju. Ja, absolutno, da bo. In zanimivo, Tjaž, zdaj Rače, tretja liga, ko ste jih dobili v prvem krogu, ste pač šli, kaj bo pa bo, ali ste pač imeli eno računico, ne? Na zadnji vi igrate ligo nižje, ne? Ja, seveda, mi igramo ligo nižje, Rače ima mlado ekipo, so hitri, ampak mi smo predvsem z izkušenimi igralci privedli tekmo do penalov, potem pa če bila sreča na naši strani in uspelo nam je si priboriti to, kar smo si v bistvu vsi in v klubu in v okolici želeli. Ja, kak ste, valjda pol je bila zabava, je bila verjetno velika, ne? Ampak kaj ste se potem začeli takoj tudi nogometaši že med sabo pogovarjati, kak bo, kdo ga bo spekel v Winkelgor, verjetno bo Meno v vratih Maribora? Ja, seveda, to je bilo, nismo še niti prišli z igrišča, že je bila zajebancija med nami. V bistvu komaj čakamo vsi na jutri. Ja. Velika stvar, ne nazadnje, za kraj je to tudi, ne? Seveda, vsi v kraju so takoj organizirali tudi navijaško skupino. Ja. Tako da bo kar pestro iti na tekmo. Absolutno. Zdaj, izkušnje zagotovo so, ne nazadnje, Boštjan je eden od, lahko rečemo, kar legendarnih nogometašev Maribora. Imaš veliko izkušenj iz prve lige in to ne samo v Sloveniji. In zdaj, kak je recimo, ko si prevzel ekipo, ki igra v prvi ligi MNZ, kakšna je zdaj tu razlika oziroma kak je zdaj kot nekdo s tvojimi izkušnjami, kaki profil nogometašev imaš, kak se da delati? Sigurno razlika med profesionalnim nogometom in nogometom na tem nivoju je zelo velika, ne? Tukaj vsi fantje delajo, dostikrat nas na treningu tudi kar dosti manjka zaradi službe itd. Tako da je razlika velika, pač fantom probam pomagati, koliko se da z mojimi izkušnjami. Upam, da bodo te izkušnje tudi jutri na tekmi kaj pripomogle, da bomo dobili kakšen gol manj, da bomo kakega tudi dali Mariboru. Dobro, tako je treba iti, ja. Verjetno bo še to dosti bolj ostalo v naših spominih. Vas fejs žene, ko govorimo o fizični pripravi, o luftu, ker vemo, da to je ena od glavnih težav v teh nižjih ligah. Dobro, v fizični pripravi ne imamo ravno največ. Predvsem nam pomaga s svojimi izkušnjami. Ja, seveda. In v bistvu z mentalnostjo. No, lepo. Ker vseeno v Ljudskem vrtu igrati je nekaj povsem drugega. Temperatura raste jutri ob 4 na Sveti travi v Ljudskem vrtu. Kot vemo, tekma bi sicer bila v Jurovskem dolu, ampak enostavno infrastruktura ne dopušča tega, Boštjan, ne? Ja, žal infrastruktura v našem kraju ne dopušča tekme, čeprav smo hoteli vseeno nekako, da bi jo speljali v Jurovskem dolu, ker vseeno bi to bilo še večje doživetje za vse ljudi tam okoli, ampak žal zaradi naše infrastrukture to ni bilo možno. Ja, ampak bo zato toliko bolj vznemirljivo za vas nogometaše, ne? Tjaž, sicer pa so ne samo Jurovski dol, cele Slovenske gorice so mobilizirane v bistvu, ne? Ja, jutrišnja tekma bo res prav doživetje. Imate celo organizirano skupino navijačev, ne? Tako je. Organizirala se je skupina navijačev, prodajajo se šali, hudi, majice. Če še je kaj za dobiti, ne? Ja. In kako bo jutri potekalo to za navijače, tudi že neki plan, ne? Ja, navijači se zberejo na trgu v Jurovskem dolu že ob 12:30. Seveda. Absolutno. Skurlo se bo kar nekaj bakl, nekaj se bo spilo, nekaj se bo pojedlo. Tako.
potem pa vsi na tekmo in uživati. Ja. In kaj, recimo, kaj to za tebe pomeni, recimo, kot nogometaša, da zdaj v tej fazi, da vseeno greš igrati v Ljudski vrt Maribor, je vseeno Maribor ne glede na trenutno stanje, čeprav se seveda tudi dviguje oziroma se dobro delo trenerja Šimunže že malo pozna. Ja, vsi vemo, Maribor je vseeno najtrofejnejši klub v Sloveniji z najboljšo zgodovino. Tudi Ante je trener, ki ne popušča, hoče vedno od svojih igralcev maksimum. Mi vemo, da nam jutri ne bo lahko, ampak mislim, da nas bo že ta euforija potegnila, nam dala neko dodatno moč in v bistvu gremo uživati. Ja, že tako je recimo na vaših domačih tekmah, sploh pa na tej tekmi Slovensko Bistrico, bilo noro, okoli stadiona in navijači Jurovskega Dola znajo narediti situacijo kar glasno. Tako da, kaj to pomeni recimo za tebe, Boštjan, kot trenerja, kako posebno taktiko, verjetno zdaj tu je pubece samo treba nagnati uživati, ne? Seveda, povedati jim, da morajo uživati, da pač tudi, ko se dobi gol 2, če bomo dobili, upam, da jih bo čim manj. Tudi bomo poskušali z taktiko, da prijemo do kakega strela na gol, pravi dati gol tudi v Ljudskem vrtu. Z Antejem smo skupaj igrala, poznam ga, vem, da tudi če od svojih igralcev zahteva vedno maksimum, tako da ne bo popuščanja za moje fante. Ja, tako da to je pa res, da je to res velika stvar za NK Jurovski Dol. Morda kaj o načrtih za prihodnost? Ja, za prihodnost glavni načrti v klubu so, da izboljšamo infrastrukturo, da porihtamo slačilnice, igrišče imamo novo, 2 leti staro, tako da to je porihtano, ostalo okoli igrišča pa moramo urediti slačilnice, še marsikaj druga. Ja, jaz vam želim, da bi to uredili, da bi bilo to vse na vrhunskem nivoju in da so pred vami same lepe stvari. Torej, Boštjan in Tjaž, hvala lepa za vajen obisk danes zjutraj v Totem studiu. Še enkrat prosim, prinesite tudi naše čestitke vsem v Jurovskem Dolu, vsem vašim navijačem in pač ne se sekirati, če bo jutri pač gajba, se veš, tak pač je. Gajba bo. Mislim, da ne samo ena. Okay, super. Ker se že povabimo. Ja. Hvala lepa še enkrat, veliko sreče, ne samo jutri, tudi sicer in lepo zdrav vsem, ki danes zjutraj poslušajo v Jurovskem Dolu. Hvala lepa.